Japonski inženirji so se v novi Mazdi 6 zmanjševanja porabe goriva in lovljenja energije, ki se sprošča ob zaviranju, lotili drugače, s tako imenovano hibridno napravo za shranjevanje električne energije, v kateri klasični bateriji pomaga še kondenzator. Kondenzator v avtomobilskem svetu nikakor ni novinec. Slednji denimo pomaga pri res hitrem ponovnem zagonu motorja pri start-stop sistemu novega Peugeota 208. Kljub temu, da kondenzator torej ni revolucija, pa je Mazdin i-loop sistem precej inovativen, saj učinkovito združuje pozitivne lastnosti obeh naprav, kondenzatorja in baterije. Hkrati pa v avto prinaša še znižanje mase in cene. Zadetek v polno torej? No ja, zadevo smo morali preveriti. Za volan naše testne šestice smo zato tokrat povabili tudi strokovnjaka, dr. Tomaža Katrašnika, profesorja iz Ljubljanske fakultete za strojništvo, ki vodi laboratorij za toplotne batne stroje znotraj katedre za energetsko strojništvo. On je že med vožnjo seveda takoj uvidel, kaj so Mazdini razvojniki želeli doseči s sistemom i-loop. V to vozilo ni vgrajena velika količina baterij, ki bi nekako omogočala hibriden pogon vozila. In pa povečala težo, verjetno? Tako, in seveda tudi ceno. Ampak nekako seveda želijo imeti seveda približno normalno veliko baterijo. Seveda ta baterija pa ne bi bila sposobna nekako polnjenja z tako velikimi močmi, ki nastajajo pri zaviranju. Zato so med alternator ali generator in baterijo nekako vstavili kondenzator. Na ta način se velika količina energije, ki je na voljo med zaviranjem, najprej shrani v kondenzator, kasneje pa seveda ta kondenzator ali neposredno poganja pomožne naprave v avtomobilu ali pa z manjšim tokom kasneje polni baterijo, seveda ki je pa primerna za shranjevanje večjih količin energij in za polnjenje z manjšimi tokovi. Ker kolesa take Mazde še vedno obrača motor z notranjim zgorevanjem, je na mestu vprašanje, ali je glede energijske učinkovitosti oziroma zmogljivosti njen sistem rekuperacije zavorne energije lahko konkurenčen tistim v pravih hibridnih avtomobilih. Različni proizvajalci so se različno lotili tehnologij zmanjšanja porabe goriva. Tako da mnogi proizvajalci seveda so stavili na popolnoma hibridne pogone, ki imajo seveda v mestih mogoče celo nekoliko več pozitivnih lastnosti, kot ga ima ta Mazda. Ampak seveda pri vožnjah na daljše proge, pri večjih hitrostih, seveda se pa še vedno izkaže, da seveda so običajna vozila, ki imajo zelo optimirane motorje z notranjim zgorevanjem, se izkažejo za relativno nizko porabo. Najverjetneje prav zato, ker Mazda 6 ni namenjena za zelo kratke poti, seveda so se tukaj lotili tega, da je glavni pogonski agregat še vedno motor, seveda so pa poskušali zmanjšati vse ostale porabnike energije. In seveda na ta način nekako v avtomobilu je zelo nesmotrno dejansko z motorjem proizvajati električno energijo, ki jo uporabljamo v vozilu. Nekako velja zelo palčno pravilo, za vsakih 100 vatov porabe energije porabimo približno 0,1 liter benzina na 100 km. In seveda na ta način je ta strategija, ko nekako električno energijo dobivamo zastonj med zaviranjem, seveda zelo smiselna, ker nekako zmanjšuje porabo goriva, predvsem tako, da električne energije ni potrebno nekako pridobivati z delovanjem motorja pri večji obremenitvi. Kar smo preizkusili v praksi, smo jasno morali postaviti še v okvir strokovne teorije. V meru kabineta nam je zato profesor najprej orisal razlike v zgradbi in delovanju baterije in kondenzatorja. Baterijo je značilno, da nekako električno energijo spravljamo v kemični obliki, torej nekako potečejo elektrokemični procesi in seveda zato v baterijo lahko shranimo relativno veliko količino energije, vendar pa ti procesi ne morejo teči ekstremno hitro ali pa neskončno hitro, kar pa omejuje njeno moč, torej na enoto mase ali pa moč enoto baterije. Nasprotno pa kondenzator deluje tako, da električno energijo shranimo dejansko kot električno, kar pomeni kot nekako razliko v potencialih. Seveda zato lahko kondenzator zelo hitro napolnimo, seveda ne moremo pa v njega shraniti velike količine energije. Te kondenzatorje imenujemo tipično dvoslojni kondenzatorji. Seveda obstajajo pa tudi ultrakondenzatorji ali superkondenzatorji, kot jih imenujemo, ti pa imajo nekako lastnosti kondenzatorja, ampak v njih poteka tudi nekaj elektrokemičnih reakcij, torej nekako lahko gledamo jih kot nekaj vmesnega med baterijami in kondenzatorjem. Seveda ti pa se lahko nekako približujejo po kapaciteti nekoliko bolj baterijam, ampak na račun tega, da pada njihova gostota moči, ali je pa lahko seveda njihova kapaciteta manjša energijska in nekako poraste njihova gostota moči.
Je torej metoda uporabljena v novi šestici najbolj optimalna za energijsko podporo v avtomobilu, kjer glavno vlogo še vedno igra motor z notranjim zgorevanjem? Oziroma, kje je dejansko ločnica, pri kateri uporaba kondenzatorja ni več smiselna? Recimo v tem primeru Mazde je odločitev za kondenzator zelo pravilna. Torej, kaj se zgodi? Ker, kot smo že omenili, baterija se ne uporablja za pogon vozila, njena kapaciteta ni velika. Torej, v to baterijo ne moremo ne shraniti zelo velike količine energije, predvsem pa ta baterija ne more nekako pobrati velikih količin električne energije. Zato je zelo smiselno, da je pred njo kondenzator, v katerega lahko naenkrat shranimo relativno veliko količino energije, torej z veliko močjo polnjenja, on pa kasneje počasi polni baterijo. Prav tako je smiselno, da v tem primeru uporabljamo kondenzator. Zakaj? Ker dejansko kondenzator polnimo med vsakim zaviranjem in v življenjski dobi avtomobila je zelo dosti zaviran, kar pomeni, da je življenjska doba nekaj 100.000 ali proti milijon polnjen in praznen, kot ima kondenzator, in zelo smiselna. Po drugi strani pa, če pogledamo električna vozila, torej vozila, ki jih poganjamo izključno z električnim motorjem, v teh vozilih seveda pa je potrebna ogromna količina energije, ki jo seveda shranimo večinoma v baterijah, zato ker tako so že baterije prevelike. Seveda ta velika količina baterij pa pomeni tudi to, da seveda lahko v njih shranimo relativno veliko ali pa jih lahko polnimo in praznimo z veliko močjo, zato ker jih je toliko. Zato, da večinoma vidimo v vozilih, ki imajo samo električni pogon, litij-ionske baterije, zato ker jim njihova velika količina nekako omogoča, da lahko tudi regenerativno zaviranje nekako vso to moč relativno učinkovito spravimo v baterije. Kako pa bi se tak sistem oziroma kondenzator obnesel v tovornjakih, avtobusih, težki mehanizaciji? Seveda tukaj je smiselna, recimo, kar smo imeli priliko prisostvovati testom, so bila pa mestni avtobusi, ki so uporabljali seveda spet tako imenovane ultrakondenzatorje, torej nekaj, kar ima bolj lastnosti kondenzatorja, ampak lahko nekoliko več energije spravi, prav zato, ker v njih poteka tudi določene kemične reakcije. Seveda v mestnem avtobusu je zelo smiselna uporaba takšnih kondenzatorjev. Zakaj mestni avtobusi delujejo? Pospeševanje, mogoče kratka perioda vožnje s konstantnim časom in ponovno zaviranje, kar pomeni, je smiselno uporabiti naprave za shranjevanje električne energije, v katere lahko naenkrat spravimo ogromno energije, ki se lahko kasneje sprosti. Po drugi strani pa seveda ne za eno pospeševanje, ne pri enem zaviranju ne rabimo veliko količino energije in je zato uporaba kondenzatorja v takem načinu smiselna. Seveda, če bi tak avtobus uporabljali pa za daljše proge, se seveda potem pojavlja vprašanje najprej hibrid med kombinacija kondenzatorja in baterije, seveda za zelo dolge dosege, kjer bi bila pa količina baterij zelo velika, seveda pa bi bile baterije same sposobne pokriti potrebe po močeh polnjenja in praznjenja. V vseh prevoznih sredstvih pa je zelo pomembna postavka seveda tudi izraba prostora. Zato smo se za konec dotaknili tudi primerjave dimenzijskih proporcev kondenzatorja in baterije. Recimo, zdaj proporcij, seveda vedno je vprašanje, koliko energije želite shraniti. Nekako velja zelo palčno pravilo, da lahko v kilogram baterij shranite, seveda odvisno od tega, s kakšnim kondenzatorjem ga primerjate, 10-20 pa tudi tja do 50-krat več energije kot v dvoslojni kondenzator ali v ultrakondenzator. Nasprotno pa lahko iz kilograma kondenzatorja dobite tipično 100-krat več moči kot pa iz kilograma baterij. Seveda kasneje je pa skaliranje, seveda pogojuje pa to, koliko energije ali moči potrebujete.